Šport je ena od osnovnih človeških dejavnosti v sodobnem času, in je vedno povezana z gibanjem. Hkrati pa na, človeško gibanje močno vpliva senzorno-motorna amnezija, ki se nahaja v živčno-mišičnem sistemu, športnika. Zato je logično, da, pogosto športniki, želijo in uporabijo AIQ pristop za ohranjevanje, rezultatov, izboljšanje rezultatov ali pa preprečevanje poškodb oziroma zmanjšanje verjetnosti, da pride do ponovitve poškodb. Pogosto pa, športniki uporabijo AIQ, ob koncu športne poti, da v bistvu, z učenjem AIQ metode zmanjšajo negativen vpliv zaključka športne poti in, tega, da ne vejo, v bistvu, da morajo poiskati nove načine, kako se, utrujati, kako, preusmerjati pozornost iz določenih življenjskih problemov ali odnosov, ki so jo prej, za kar so prej uporabljali šport, na to, da začnejo te probleme reševati in potem seveda postopoma lahko na zdrav način opustijo, poklicno ukvarjanje s športom ali pa zelo pogosto ali močno ukvarjanje s športom in, šport prestavijo v drug del svojega življenja in ga začnejo zmerno uporabljati. Ker se zelo pogosto zgodi sploh pri vrhunskih športnikih ali pa profesionalnih športnikih, da je zaključek športne kariere za njih in za njihovo življenje zelo velik izziv, ki jih v bistvu pogosto potisne v velike težave, tako na telesni kot na psihični kot tudi na seveda, ravni odnosov. Sam AIQ pristop se pri športnikih uporablja odvisno od, situacije, zahtev in potreb samega športnika. Gre se različno globoko, odvisno od tega, kaj potrebuje. Lahko se uči AIQ samo na ravni vaj, da skozi vaje, športnik, ohranja ali povečuje, občutek, kako je, da lahko z zmanjšano senzorno-motorno amnezijo, vpliva na določene gibalne vzorce, za katere se pokaže, da niso v redu ali pa da zahtevajo spremembo. Recimo sprememba, načina gibanja pri določenem športu, sprememba strategij, taktik, odvisno, ki jih recimo strokovna ekipa določi, ali pa spremembe pravil pri športu, zelo pogosto, močno vplivajo na samega športnika in zaradi motorne amnezije, ki nastane zaradi odtujenosti telesa in zavesti, in, otežuje spremembo gibalnih vzorcev, lahko športnik porabi zelo veliko časa, da, spremeni gibalne vzorce ali pa pri spremembi gibalnih vzorcev, brez da se odpravi motorna amnezija, pride do poškodb, ker se telo drugače uporablja, in prihaja do prisile ali do pretreniranosti. Hkrati, zmanjševanje senzorne amnezije, ki je sestavni del, učenja, ali pa posledica bolj, ne, kot del, posledica učenja AIQ metode, omogoča športniku, da prej občuti, kaj dela prav, kaj dela narobe, občutno se zmanjša vpliv, ali pa pogostost pretreniranosti, izgorelosti pri športniku. Pomemben del, učenja AIQ metode, pri športniku je pa tudi, postopno zmanjševanje vpliva podzavestnih vzorcev in prepričanj, ki jih ima, športnik v sebi na njegovo športno pot, na njegove športne rezultate. Lahko bi rekel celo, da se s primerno uporabo AIQ pristopa, zmanjša vpliv športne sreče ali nesreče na, športnikove rezultate in na njegovo športno pot. Predvsem zaradi tega, ker se skozi, globlje delo s športnikom, lahko relativno hitro odkrije in tudi uspešno spreminja, prepričanja, ki so v nasprotju s športnikovo željo ali pa željo njegove ekipe, njegovega strokovnega štaba. In na ta način se, drastično zmanjša
verjetnost padcev, poškodb, napak pri opremi ali pri vedenju med športnim dogodkom ali tudi po njem. In na ta način je verjetnost postopnega, počasnega, predvidljivega napredovanja športnika v njegovih športnih uspehih bistveno večja. Hvala lepa.